Spoštovani župan, cenjeni gostje, gospe in gospodje, ter seveda vsi nastopajoči in sodelujoči. Kakšno veselje me obdaja v tem trenutku, ko vas lahko po dolgih mesecih spet pozdravim na dogodku v živo in na skupnem srečanju, druženju, ki je še posebej povezano z zgodovino in kulturno tradicijo našega mesta. Na Mestnem trgu med Rotovžem in Kužnim znamenjem na binkoštni ponedeljek odkrivamo v tlak položeno čudovito spominsko pasijonsko obeležje. V minulih mesecih bi se morali v Škofji Loki veseliti uprizoritve škofjeloškega pasijona, seveda nadvse pričakovane, težko pričakovane, saj letos mineva 300 let od nastanka tega pomembnega besedila. Tako bomo pasijonsko procesijo spremljali prihodnje leto. Na to odprtje smo vas povabili z besedami in razmišljanji, da škofjeloški pasijon ni samo spokornost, groza, bolečina in trpljenje, ampak je tudi milina, s katero nas božajo angeli. Je pravi angelski dih, dih, ki opozarja, svetuje, usmerja, tolaži. Obeležje je umeščeno v staro mestno jedro, torej tja, kjer poteka procesija oziroma uprizoritev pasijona. Oblikovalsko so ga zasnovali v studiu Miklavc, kjer skrbijo tudi za celostno podobo škofjeloškega pasijona. Zato pred mikrofon najprej vabim Jureta Miklavca. Hvala lepa za besedo. Spoštovani, dovolite, da spregovorim nekaj besed o oblikovanju omenjenega obeležja. Pred snovanjem smo se seveda temeljito ponovno prevpraševali glede vsebine samega pomena pasijona, bodisi duhovnega, bodisi verskega, bodisi izobraževalnega, bodisi strani kulturne dediščine, tradicije ali turistične promocije. Ne nazadnje tudi iz zornega kota prostovoljstva. Naloga torej ni bila najlažja, vse našteto je bilo potrebno preliti v zelo tanek relief, ki je umeščen v tlak. Ta seveda mora izpolnjevati določene zahteve, kar se tiče vzdržljivosti in funkcionalnosti. Prav tako smo se ukvarjali z vprašanjem, kako živo igro, ki poteka na vsake toliko let, prenesti v trden objekt. Za rešitev smo zato potrebovali kar 2 meseca intenzivnega dela. Vključeni so bili vsi oblikovalci v studiu Miklavc, če jih lahko naštejem, Marko Ježek, Andrej Šenk, Jože Carli, Barbara Šuštaršič in sam. Na koncu nam je obeležje uspelo ujeti sledečo simboliko. Prva značilnost obeležja je njegova vzdolžna oblika, meri kar 8 metrov, in ta vzdolžna oblika prikazuje linearni potek pasijonske igre, kar je tudi ena izmed glavnih značilnosti. Druga lastnost je poklon igralcem, prostovoljcem. Iz pasijonske dramske igre je izbrano 800 črk, ki simbolizira 800 igralcev v pasijonu. Te črke so razporejene na način, da so poglobljene v površino in se dvigajo iz površine. Torej pozitiv in negativ, kot simbol za dobro in slabo. Gre za razmislek o spokorništvu. Odločitev, kam postaviti samo obeležje, gre seveda za glavno prizorišče predstavitve na Mestnem trgu. Hkrati je obeležje postavljeno v osi Marijinega znamena, katerega nastanek zgodovinsko približno sega v nastanek pasijon. Glavni elementi so med seboj izloženi v obliki križa. Vključiti smo želeli tudi nek vidni dokaz, da tu poteka igra, zato je simbolična vključitev vtisov nog in kopit sestavni del samega obeležja.
Za konec mogoče še razmišljanje, da poleg pogleda 300 let v preteklost je za nas bilo pomembno tudi pogled v prihodnost. Zato smo obeležje namenoma zasnovali s principom digitalnega procesa. Ta nam je omogočil to digitalno sled prenesemo preko tridimenzionalnega tiska v pesek in s tem v kalupe, na osnovi katerega je bil samo obeležje odlito. Le tako je bilo možno to kompleksno zasnovo uresničiti. Upam, da je zadosti inovativno, da sporoča prave stvari in da bo delovalo naslednjih 300 let. Hvala lepa. Angelski dih spremlja tudi glasba. Da bi lahko to angelsko milino še bolj poudarili, smo za glasbeno kuliso tega dogodka izbrali nežno glasbo baročne lutnje, ki velja za najboljše glasbilo svojega časa. Naj spomnim, da so leta 2008 v knjigi Škofjeloški pasijon našli notni zapis, iz katerega je 3 skladbe, 3 menuete, rekonstruiral Boris Šinigoj in jih tudi odigral na baročno lutnjo. Ta glasba je bila prav lahko tudi del glasbene podobe v procesiji Škofjeloškega pasijona že davnega leta 1715. Torej gre za pravi pasijonski glasbeni biser. V uvodu smo že slišali prvi menuet, zdaj bomo drugega in tik pred zaključkom prvega dela dogodka še tretjega. Predstavljam vam Meto Korenjak, ki je sicer študirala kitaro na Akademiji za glasbo v Ljubljani, svoje obzorja pa širi tudi na baročni lutnji. Danes nas nagovarja tudi Rdeči angel z delom besedila iz Škofjeloškega pasijona oziroma z vrstico, ki je del 5. slike pasijona, Krvavega pota. Ta stavek, ki je odtisnjen v to obeležje, je bil izbran na predlog kapucina patra, doktorja Metoda Benedika, nekdanjega predstojnika kapucinskega samostana in člana strokovnega odbora Škofjeloškega pasijona, zdaj z letnico 2022. Kaj nam sporoča Rdeči angel s tem kratkim besedilom? Koga nagovarja? Lucija Omejc-Demšar in dr. Metod Benedik. Ah, človek,
prav tojga odrešenika pomisli, ter njegovi krvavi pot k tojmu srcu pritisni. Pogledaj, vsi njegovi udje so iz krvjo obdani, skozi katero bodo vsi toj grehi oprani. On tukaj veliko želo klečeoč trpi, da tebi in vsem grešnikom ta pomoč zadobi. Ah, grešnik, zapustite daj toje posvetne lušte, kateri sture tojmu odrešeniku velike bridkuste. Spoštovani in dragi prijatelji Loškega pasijona. Pater Ferdinand iz Ljubljane je v letih 1721-1726 po službi redni pridigar v Škofjeloškem samostanu in njegove pridige so ohranjene v samostanskem arhivu. On je na veliki petek 3. aprila 1722 popoldne nagovoril zbrano množico z ognjevito pridigo, uvodom v pasijonsko procesijo, ki jo je potem vodil pater Romuald, že nekaj let magister processionis. Pater Ferdinand je bil pred prihodom v Loko voditelj pasijonske procesije v Ljubljani in je kot tak pri pripravi bil izvrsten pomočnik patru Romualdu. Takole je klical: za voljo tebe je umrl tvoj največji dobrotnik, sam veliki sin Božji. Zaradi njegove smrti žalujejo vse stvari. Zaradi tebe in mene je ves ranjen moral umreti. Za voljo tvojega in mojega zveličanja je izdihnil dušo. Ko ga vidiš tako izranjenega in mrtvega, jaz ne verjamem, da bi ti imel tako trdo srce, da ne bi vsaj ene solze prelil zaradi nedolžne smrti Kristusove in zaradi svojih grehov, ki je bil vzrok, da je Božji sin moral umreti. In tu sledi značilna poteza baročnega pridigarja. Vzame v roko razpelo in zakliče zbrani množici: poglej torej ta sveti križ, poglej svojega ranjenega krvavega Kristusa, poglej ga. Poglej na križu za voljo tebe in tvojih grehov, za voljo tvojega zveličanja mrtvega Jezusa, poglej njegovo sveto glavo, vso razbodeno, njegovo sveto obličje, vse krvavo in zapluvano, njegove svete roke in noge s temi železnimi žebli pribite, njegovo sveto srce ranjeno in prebodeno. Tako torej pater Ferdinand na veliki petek 1722. Ta pridigarjev klic se kot refren v različnih oblikah ponavlja skozi celotno pasijonsko procesijo. V 5. podobi, to je krvavi pod, smo slišali angela: ah, človek, prav tojga odrešenika pomisli, ter njegovi krvavi pot k tojmu srcu pritisni. V 6. podobi, bičanje. Vsej množici, ki spremlja Kristusa na njegovi poti, angel spet kliče: poglej, kaj tojga odrešenika košta toja dušica. Spomni na njegovo gajžljanje, kako se on vica. Tudi v 7. podobi, ko Jezusu na glavo ubijajo iz trna spleteno krono, angel spodbuja: o grešnik, spremisli tojih grehov ostudnost, ter poglej na tojga odrešenika pohlevnost. Ob teh klicih angelov lahko hitro zaznamo, da se nenehno soočata dva poudarka. Pred seboj imamo človeka, ki v svoji slabotnosti tako hitro podlega pritiskom hudobnega duha, in imamo pred seboj Kristusa, ki s svojim trpljenjem in smrtjo na križu odrešuje človeka.
In ob tem nenehni povezovalni element namreč spodbuda človeku, naj se ozira na Kristusa, katerega trpljenje je odrešujoče, človeka dviga iz njegove nebogljenosti in mu daje oporo za poboljšanje. Podobe trpljenja spremljajo številni spokorniki, ki pričajo, da jih je odrešenikova ljubezen nagnila k pokori in poboljšanju in svojim zgledom vabijo k spreobrnenju. Slišimo torej skozi cel pasijon klice, ki so kot refren v različnih oblikah, spet in spet, skozi celotno pasijonsko procesijo. Pravzaprav smo že v prvi podobi, raj, slišali angela, ki nosi simbolično Kristusovo sukno, takole zakliče: o grešnik, pogledaj tudi ti, jeno to skozi ta k sveti pokori obudi. Marsikdo, ki danes posluša besedilo pasijona, morda celo dobrohotno prikima in pravi: ti klici, ta vabila za čas pred 300 leti niso nič posebnega. V baročnem okolju čisto razumljiva, sprejemljiva. Toda danes, v 21. stoletju, kako danes to zveni človeku, današnjemu človeku? Pater Romuald je brez slehernega sprenevedanja spregovoril o grehu in njegovih posledicah na način, pač primeren njegovemu času. Danes, ko se marsikdo tolaži s tisto frazo, saj ni greha, in tako topoumno pojasnjuje, da je to srednjeveška miselnost, bi Romuald gotovo s pravo pasijonsko ostrino poudaril, da je na primer pehanje človeka v revščino, goljufivo kopičenje bogastva na račun slabo plačanih delavcev, brezbrižno za stiske mladih ljudi, brezčutno zaostarelega človeka, zelena nevošljivost in ubijajoče oblikovanje ter podobno ne le greh, ampak v nebo vpijoči greh, ki nas v naši ljubi samostojni Sloveniji še kako tepe, ta greh, ti grehi. Zato v prizorih Kristusovega trpljenja neutrudno vabi človeka, svojega in našega časa, k pokori in poboljšanju, v drugačno, človeka dostojnejše življenje. Iz tega tudi razločno izhaja, da škofjeloški pasijon, procesijo Lokopolitana, nikakor ni zgolj zgodba o trpljenju, še manj poveličevanje trpljenja, ampak skuša prepričati človeka, da je Jezusovo in človekovo trpljenje pot v notranjo osvobojenost, v odrešenje. Torej pot, nemalokrat kamnita in strma, ki pa jasno kaže na cilj. Kako zgovorne so besede, ki jih v 10. podobi, to je Kristus na križu, spregovori prispodoba Evrope. Jaz sem skozi martre toje vzel odrešenje moje, zato kene hvale današnji dan moje srce tebi voljno čez dam. Prosim skozi tojo martro, jeno sveto kri, moje podložne pod tojo obrambo skri, da bo tebe iz srca ljubili, jeno enkrat te nebesa zaslužili. In tako smo spet pri našem osrednjem skliku: oh človek, prav tojega odrešenika pomisli. V skliku torej, ki povzema delo odrešenika in človeka na poti odrešenja, ki mu je cilj stajenje, odrešenikovo in človekovo. Mar ne izraža te povzemajoče misli najprimerneje prav velikonočna hvalnica Aleluja. Hvala lepa. Aleluja.
Spoštovani gospe in gospodje, smo tik pred slovesnim odkritjem obeležja. Zato vas vabim, da se zdaj iz tega pokritega atrija preselimo na zunanje prizorišče, kjer nas bodo verjetno še vedno spremljale tudi dežne kaplje. Pozdravljeni še enkrat. Krasno, čudovito iztočnico za ta dogodek nam je prej dal dr. Metod Benedik, ko je izpostavil, da škofjeloški pasijon ni samo zgodba o trpljenju, ampak tudi o odrešenju, stajenju, veselju. In simbolično to stajenje, to veselje prikazujemo z vstajensko alelujo, ki bo noviteta škofjeloškega pasijona, procesije, ki si jo bomo ogledali prihodnje leto. Končalo se je velikonočno obdobje, med nas se ponovno vrača kolikor toliko normalno življenje in danes je Marijin praznik. Dovolj razlogov torej za veselje, tudi zaradi znamenja, ki bo na večne čase opominjal ljudi, da so po teh ulicah, teh trgih hodili in še hodijo ljudje s posebnim srcem. Srcem, v katerem skromni prostovoljci nosijo ljubezen, ponos in močno vero v dobro. Tiho, nevsiljivo, strpno in željo, da smo si bratje in sestre med seboj. Kmalu bomo torej tudi slišali to vstajensko alelujo in z velikim veseljem danes v Škofji Loki pozdravljamo bas baritonista Marka Finka, ki bo nastopil skupaj z mladinskim mešanim pevskim zborom Gimnazije Škofja Loka pod vodstvom Ane Prevc Megušar. Še prej pa nas bo nagovoril župan občine Škofja Loka Tine Radinja, ki bo nato skupaj z bratom Joškom Smukavcem, predstojnikom Kapucinskega samostana, ter s prvim in sedanjim režiserjem škofjeloškega pasijona Marjanom Kokaljem in Borutom Gartnerjem odkril to obeležje. Obeležje bo po odkritju brat Joško Smukavec tudi blagoslovil. Skratka, smo pred velikim finalom odprtja in najprej za nekaj besed prosim župana Tineta Radinja. Spoštovane, spoštovani, drage prijateljice in prijatelji pasijona, Ločanke in Ločani, končno nam okoliščine, če ne že vreme, pa vsaj zunanje okoliščine dopuščajo, da primerno obeležimo 300. obletnico nastanka besedila škofjeloškega pasijona. Končno Škofja Loka dobiva obeležje škofjeloškega pasijona, na katerega smo izjemno ponosni. Obeležje, ki je poklon patru Romu Aldu Marušiču in vsem njegovim naslednikom, ki so varjevali bogato pasijonsko dediščino v našem mestu. Obeležja, ki je poklon tisočim in tisočim prostovoljkam in prostovoljcem, ki so omogočili, da je ta edinstven dogodek ostal in se ohranil v našem mestu in ne nazadnje pripomogli k temu, da je dobil mednarodno veljavo. To obeležje prinaša oznako UNESCO v naše mesto, da nesnovna dediščina, ki so jo te ulice in trgi občutili nekajkrat v stoletjih uprizarjanja, za večno ostane zapisana na tem trgu. To mesto in ta trg, ki svojo kuliso starodavne Škofje Loke bistveno vpliva na to, kaj škofjeloški pasijon je njegov bistven element in ki bo tudi po prenovi primerna zibelka, primerna podlaga za obeležje, kot so ga oblikovali in si zamislili v studiu Miklavc številnimi sodelavkami in sodelavci. Naj to obeležje, te stopinje v času vseh tistih, ki so uprizarjali in skrbeli za škofjeloški pasijon, tukaj vsak dan opozarja in opominja naše prebivalce, Ločanke in Ločane in vse tiste, ki obiščejo naše čudovito mesto na to, kako bogata kultura in kako duhovno bogati ljudje živimo tukaj. Hvala lepa. Tako, zdaj bomo pa naredili
največji čudež v tem trenutku, ko bomo dali to znamenje Bogu. In povabili bomo Boga notri. Tako da zdaj mečkam se dajmo tako v tej zgodovinskem trenutku tihote in malo zberi vtise, ki se ti dogajajo tako. To, kar zdaj gledaš, kar bereš, kar si zdaj slišal, slišala. Vam, ki ste ustvarjali. Župan, ti, ki si dal pobudo in blagoslov nam, da smo smeli tako zdaj tle biti in da smo tle. Tako kar malo v tišini bodi, malo poglej, kaj se ti dogaja. In dragi nebeški Oče, hvala ti za ta zgodovinski trenutek, ki ga takole nam si naredil tudi s tem dežjem še bolj slavnostnega in živega. Hvala ti, da smo prav mi tukaj zdaj zbrani in hvala ti za to obeležje, ki je takole nastajalo in ki je zdaj tukaj pred nami. Hvala ti za vse, ki so smeli oblikovati, misliti, ga položiti, za vse, ki so že šli po njem in za vse, ki bomo še šli po njem. Res preprosto in ponižno te prosim, podari nam svoj blagoslov in naredi, da ga sprejmemo. Mi, vsi pasijonci, vsi ljudje, ki bodo šli tlele mimo, ki ga bodo videli, vsi, ki so zdaj doma, pa bi radi bili tle, vsi ljudje, ki so zdaj v stiski, pa jim je težko, pa so sami. Dragi nebeški Oče, po nas pridi s svojim blagoslovom. Bog Oče in Sin in Sveti Duh. Sem pa še blagoslovil, pa dež bo blagosloven s tem, tako da bo res smo danes čist Božji. Bog s to blagoslovljeno vodo blagoslovi Bog Oče in Sin in Sveti Duh. Slavimo Gospoda.
Zelo kratka bom, ker nas spremlja še ena glasba iz zvonov. Tako smo z vstajensko alelujo odkrili to spominsko obeležje, ki prinaša velik verski, duhovni, prostovoljski simbol in seveda se veselimo vsi prostovoljci, so že v težkem pričakovanju uprizoritve Škofjeloškega pasijona prihodnje leto. Se vidimo prihodnje leto, za danes pa hvala, ker ste bili z nami.